Lepo pozdravljeni in dobrodošli v knjižnici Brežice. Že v obilu smo zapisali, da je travma rana oziroma poškodba, ki pusti razdejanje v posameznikovem telesnem, čustvenem in miselnem svetu. Nepredelana travma ostane zapisana v našem spominu in telesu, ter živi še naprej. Rek, da čas celi vse rane, brez ustreznega zdravljenja gotovo ne drži. Veseli smo, da današnje predavanje pripravljamo v sodelovanju s klubom zdravljenih alkoholikov Brežice, katerega predsednik je Dušan Lupšina. Naša gostja sta Andreja Les in Simon Mičič. Pozdravljena. V prihodnji uri nam bo Andreja travme kot izvor odvisnosti in odvisnih odnosov predstavila z področja znanosti in teorije. Slednje pa bo s svojimi življenjskimi izkušnjami dopolnil Simon, avtor knjige Deček s tatujem na srcu. Izvolite. Kaj je travma? Travma je izkušnja. Izkušnja nečesa tako groznega, da za hip pomislimo, zdaj je pa konec. Zdaj bom pa umrla. Ni nujno, da gre za neke velike dogodke, kot so, prometna nesreča, potres, prizori vojne, mučenje, spolna zloraba. Travmo lahko povzročijo različni dogodki. Vse je odvisno od tega, kako oseba, ki gleda, doživlja situacijo. Kaj se pravzaprav zgodi pri travmi? Pri travmi se izključijo določene višje možganske funkcije. Torej, to so tiste, ki so vpletene v proces interpretacije, integracije in shranjevanja informacij. Vključijo pa se dodatno hormoni, delovanje hormonov. In zapis, da se je travma zgodila, ostane ujet v telesu. Ta naš telesni spomin ima pa drugačne značilnosti od tega razumskega spomina. Torej, informacije iz telesnega spomina ne moremo doseči, kadar bi mi želeli, tako kot večinoma lahko storimo, ko iščemo informacije v tem razumskem spominu. Kljub temu, da jih ne moremo doseči, je ta spomin v nas in nezavedno vpliva na naše življenje. Kako v bistvu prepoznamo travmo? Vsak človek, dojenček ali najstnik, moški ali ženska, bogat ali reven, v stiski kliče na pomoč. In kadar je ta klic na pomoč izrečen neposredno kot prošnja, takrat drugi vemo, da je treba ukrepati.
vendar ti klici na pomoč so lahko tudi drugačni. Lahko se kažejo kot motnje hranjenja, lahko se kažejo kot depresije, kot zapiranje vase, lahko se kažejo kot utapljanje bolečine v alkoholu, kot zasvojenost z alkoholom, kot zasvojenost s tabletami, z drogami, z delom, z odnosi, z igrami na srečo. Lahko se kažejo kot nenehno zbolevanje. Redko kdaj pomislimo, da so vsa ta vedenja, vsi te odzivi lahko posledica tudi spolne zlorabe. Kot družba si zatiskamo oči, gledamo stran. Ampak danes ne bomo gledali stran. Danes ima spolna zloraba obraz. V pogumnem moškem, ki sedi tu zraven mene, zraven vas. Simon, deček stature. Simon, sprejmi res moje globoko spoštovanje. Povej mi, odkot pogum, odkje ta moč, da v bistvu z nami deliš to svojo resnično zgodbo? Ja, v bistvu ta pot je bila dolga. To je bilo treba prehoditi dolgo pot, da v bistvu danes sedim zdaj pred vsemi vami in v bistvu o tem govorim na glas. Seveda ta pot vključuje različne dejavnike in različne komponente, ne? Ampak če bi hotel z eno besedo povedati, odkot ta moč in pogum, bi rekel tako, v bistvu je skozi domen. Problem je ta, da se nisem dovolil, da bi jo uporabljal. Pomeni se, da imamo tudi vsi ostali, v bistvu tudi vsi, ki me poslušajo, vedno nekako že v sebi, ampak je pač treba pustiti, da razvije to svojo dejansko moč kot moč v moči, in da v bistvu z njo lahko nekako upravljaš kot lastnik svoje lastne moči. Seveda je pa tudi zdaj v tej tvoje vodni besedi bilo ogromno povedanega, v bistvu že kar celota, da kaj je, v bistvu kot družba premalo vemo in zaradi tega v bistvu to moč skrijemo. Tudi če smo najprej tlačni spomine, pa če se potem ubudijo te spomini, se začnemo pa ukvarjati s prekrivami, zato ker je to v družbi seveda neka tako tema, zato prekrivanje pač povzroči še dodatno škodo, lahko je to v odnosih, lahko je to znotraj same osebe, ki to začne početi. In zaradi tega je v bistvu boljše, da v bistvu ta ventil odpreš in ta moč nekako pride do izraza, ali je to moška, ali je to ženska, to v bistvu ni pomembno, ne. Je pa res, da v bistvu že sama vzgoja moškega pač temelji na nekih drugih temeljih in načelih in zato mogoče še toliko težje in zato mogoče zdaj, ker sem jaz ta let prebil, da se bo verjavno, da se bo najboljši kdo, ki bo nadalje drugačen način pa se soočil s to stvarjo. Super, hvala. Torej, Simon je napisal knjigo Deček s tatujem na srcu. Poleg te knjige pa je izdal tudi Transformacija skozi knjigo, Transformacija življenja. Beseda dovolj mi je spremenila življenje. Tistega dne, ko sem bil na oddelku psihiatrične bolnišnice, star 41 let, in ko sem si s čela odlepil nalepko z napisom Kriv sem, ter pustil ranjenemu dečku s tatujem na srcu, da odraste. Tistega dne sem spoznal resnico. Resnico. Vsem.
resnico o sebi in svojem prostoru. Krasno. Povej mi, v stvarjenju mora biti neki pogoji, da prideš do te resnice. Ja, absolutno. Ne. V bistvu, to je pot. Ne. V bistvu vse življenje je pot, življenje je cilj. Ne. To je osnova vsakega posameznika, bom rekel, kot načelo življenja. Zdaj je seveda moj pogoj glavni je bila moja pametna. V bistvu, jaz sem skozi so to obdobje uspešnega prikrivanja, bežanja in tlačenja svojih spominov in svoje, bom rekel, bolečine, imel ob sebi partnerko, ki me ni zapustila. Ne, pomeni, zdaj iz drugega zornega kota pogledano, bi to lahko pomenilo tudi, da sem preveril, če je dovolj močna, če je dovolj vztrajna, dovolj trmasta, da bo prenesla v to resnico. Seveda to govorim v obdobju, ko sem se spremenil že, bom rekel, svoje spolne zlorabe iz otroštva, v obdobju, ko se pa nisem, ker to bilo tako potlačeno, ne, in v bistvu tudi nisem živel v teh istih principih, kot sem živel v času prikrivanja, ne, ker to se pravi, to sta dve velike razlike in v bistvu res, bom rekel, daje ta različne posledice. Ne. In v bistvu je bil zelo pomemben bil ta odnos s tvojo ženo, predvsem tem, ta podpora njena, to, da si se ti ob njej počutil na nek način dovolj varnega in na drugi strani podprtega, da si to... Tako, to je ravno obratno, kar sem dobil od nje, je to v bistvu tisto, kar sem bi potreboval že kot otrok, da bi se lahko razvil kot, bom rekel, normalen moški ali kot normalen človek in bi lahko vsa čustva gojil normalno, ne, pomeni v primeru mojega primera, torej spolne zlorabe, se pa te stvari seveda izkrivijo, ne, v bistvu se določene čustva nikoli ne razvijajo, tako sem šele kot odrasel človek mogel razviti recimo občutek ljubezni, občutek topline, objemov, poljubov in tega. Ja, in zato v bistvu je moja partnerka dosegla tisto pri meni, kar je morali že moji starši, ne, v meni so to, se to je v nas, ne, zdaj, da mi se rodimo s tem, ne. Noben človek se ne rodi z jezo, sovraštvom in temi stvarmi, ampak nas v bistvu družba ali pa okolica naredi take, ne, zdaj, če je pa to še družina, je pa to še toliko težje. Nekako smo, da je neko prepričanje, pazi se tistih skritih kotičkov, tistih temnih ulic, ne tam hoditi, nekaj se ti lahko zgodi. To je napačno. To je popolnoma napačno, popolnoma zgrešeno, namreč najpogostejši pojav spolne zlorabe je v domačem okolju, torej v najožjem družinskem krogu, ali pa v krogu ljudi, ki so blizu otrokom. Torej, lahko so tudi trenerji, duhovniki, učitelji, vzgojitelji, kakorkoli, kateri enostavno lažje in enostavno tudi navežejo intimni stik z otrokom. Zdaj, tu moramo se še zavedati ene stvari, napačna razlaga je tudi ta, da je spolna zloraba, da se šteje spolno zlorabo zgolj, kadar pride do telesnega stika, ampak to ni res, ne. Torej, poznamo tudi to interakcijo, kadar je v bistvu že povezava v intimni krog vzpostavljena in da se ob tem odrasla oseba seveda potem še vzbudi zraven, je škoda že storjena. Torej, ta otrok bo čutil travmo že čez nekaj let, oziroma on jo začne že razvijati, ker se mu vklopi obrambni mehanizem. In to, kot si uvodoma rekla, recimo beg ali boj, ko sta naša dva osnovna strahova, ne, oziroma obrambna mehanizma, v bistvu je to čista logika, ne, v bistvu, ker jaz tudi v svojem primeru nisem imel kam zbežati, konec koncev pa ne vem, če si lahko kdo predstavlja, da bi, ne vem, 8-letnik spakiral kovčke in šel. Ta neka statistika pravi, da je 80% spolnih zlorab znotraj družine. Ja, je tako. Še hladen statističen podatek, ampak prav je, da tudi to slišimo. In sicer, da je v Evropi in s tem seveda tudi v Sloveniji fizično, psihično ali spolno zlorabljen vsak 5. otrok. Ja, v bistvu malo bom popravil vsak 5. otrok, okay, vsaka 5. deklica in vsak 7. deček, to je, bom rekel, ta uradni del statistike. Nažalost se potrjuje. Jaz bom rekel tako, ko sem se začel s temi stvarmi malo bolj poglobljeno ukvarjati, seveda, ko sem tudi svojo knjigo napisal, jo potem
bom rekel, s pomočjo knjig seveda tudi predelal pri sebi, ker jaz sem izpisal svojo zgodbo, in šele kasneje ugotovil, da vse, kar sem zapisal v teoriji, že piše. Torej, to je praktični del, čisti praktični del, kar teorijo samo potrjuje. No in nažalost, bom rekel, ta statistika drži še več, kot si upamo res trditi, tudi sam nisem želel tega verjeti. Prvo predavanje, ki sem ga v bistvu imel, ali pa prvo predstavitev knjige, ki je bila pred dobrimi 20 ljudmi, sta se nekaj takrat prvič v življenju, slovenski zlomili, prvič javno spregovorili o tem, kar sem spogovoril jaz. No, v bistvu in to, če zdaj rečemo, da je to 20 ljudi, na 22 smo že zelo blizu tega. No in potem se ta zgodba skoraj ponavlja na vsako predavanje in da dejansko, bom rekel, to drži. Ampak to še zmeraj je to ocena. Zdaj statistika, ki jo povodi policija in centri, pa bom rekel, pa vlada in pa seveda ljudje, ki se s tem ukvarjajo, pravi pa, da je bilo v lanskem letu ugotovljenih primerov v Sloveniji 63. Ampak to govorimo o prijavljenih in ugotovljenih, torej sodno obtoženih. Tisti, ki smo še vedno skriti, pa tega je pa to, kar smo pa prej rekli, vsaka peta dekica, vsak sedmi deček. Največna predstava je tudi, da spolno nasilje, torej da spolno zlorabo odejanjajo pedofili. Tukaj v bistvu sploh ni nujno, da gre za pedofilijo. Pedofilija se sicer šteje kot bolezen, čeprav sem jaz v knjigi jasno napisal, da bolezen je gripa, spolna zloraba pa nikakor ne morem jaz označiti kot bolezen. Je pa res, da v bistvu res ne gre v velikih primerih za pedofilijo, ampak gre za izkazovanje moči nad otrokom, torej nad vlada odraslega nad otrokom in s tem seveda je najlažje to narediti. To je najlažji način, kako je tega otroka umiriš za zmeraj, kako temu otroku daš vedeti, kdo je odrasel človek, kako temu otroku daš vedeti, kako ga nihče ne bo imel rad in kaj je z njegovim telesom narobe. Povej mi, kdaj si se v bistvu ti spomnil? Ker smo prej rekli, da se ti, da so ti flashbacki. Zdaj, moj spomin prvi, ki mi je, bom rekel, malo začel se to zbujati, je bil, ko so se rodili meni moje otroci. Torej, bila s partnerko mama dva otroka, najprej se rodila hči, potem čez 2 leti in pol sin. In nekje pri starosti hčere 4 do 5 let so se moje spomine začeli obujati. Zdaj, seveda, to bi logično, oziroma po teoriji bilo zapovezovati, da se je to mogoče zgodilo v približno istih letih meni, ampak se ni, se je malo kasneje. No, ampak je pa bolj zanimivo pa to, da ko je pa moj sin dosegel starost nekje 7, 8, 9 let, se je pa moje življenje fejs spremenilo. In takrat, pa to pa zdaj lahko s to teorijo povežemo, da v bistvu, rekel, je ta interakcija prešla na njega, ker sem jaz imel to nerazrešeno v sebi in je on začel že kazati take znake, kot da bi zdaj z tem znanjem, ki ga imam seveda, ali pa nekdo, ki je za to usposobljen, takoj videl in bi ocenil njega, kot da je bil spolno zlorabljen. Torej, ker sem jaz to prenesel nanj in takrat se je v bistvu vsa ta zgodba moja začela. Torej, jaz sem začel neizmerno bežati stran od družine, odgovornosti že od njega nisem bil pripravljen sprejeti za otroke, sploh ker nisem prav ničesar čutil, bom rekel, tako kot normalni starši čutimo, ali pa čutijo, čutite, da je pač, ne vem, otrok treba nameniti kakšen objem, poljub, nasmešek, v bistvu tega od mene nisem mogel dobiti. Ker jaz enostavno tega nisem razvil in tudi, ker mene moja partnerka želela z objemom ali poljubom pomiriti, da bi v bistvu neko situacijo pomirila, jaz enostavno tega nisem mogel sprejeti in sem se čutil ogrožen. Spomnim se tudi, da pišeš, torej nisi samo na nek način bil zasvojen z alkoholom, ampak praviš tudi tam, da si delal ogromno. To je v času, ko sem jaz, bom rekel, alkohol dal na stran, ki sem v bistvu brez njega funkcioniral, seveda nastala luknja v življenju, ki sem jo mogel zapolniti z nečem in zapolnil sem jo z delom. Ampak spet to je bila odvisnost od dela, odvisnost od služenja denarja, recimo to so bile ogromne vsote denarja, ki sem jih jaz nekrat bil sposoben zaslužiti. Primer, če ga lahko povem, recimo leto 2000 je povprečna plača v Sloveniji znašala $170,000, jaz sem pa na mesec zaslužil 1,200,000. Za delo sem približno namenil 16 do 18 na dan. Seveda, potem se je pa s časoma to ohladilo, bom rekel, ta odvisnost ni bila več pomembna, ker sem dosegel vse, kar sem lahko, vsaj za ta, bom rekel, naš kraj ali pa našo družbo.
In takrat sem potem iskal spet nove izzive. In novi izziv je bil nazaj do alkohol, ker v bistvu prej ga ni bilo, potem je bil spet, in ko sem iz alkohola nazaj prišel v tistih fazah, sem odprl svoje podjetje. Tako da jaz sem vedno, bom rekel, ta ekstremna nihanja in ekstremno podvige pa to vedno. To je zelo zanimivo, ne? Ker ti, zanimivo v smislu, da si se ti odločil, da boš sam šel skozi to. In v bistvu je ta knjiga na nek način autoterapija. Odkot ta ideja? Je to prišlo spontano? Je to... To, verjetno, je vsa ta pot prenesla. Ne? Zdaj, če se samo malo vrnem nazaj, ker prej vem, da nisem mogoče konkretno odgovoril, da sem se sam pelal na oddelek psihiatrije. Ne? Torej, to je bil prelomni trenutek. In to ni bil prvič, da sem se pelal, to je bil že drugi obisk psihiatrije. In obakrat sem na svojo lastno pobudo šel tja po pomoč, ampak bom rekel spet, ko to je bilo malo zaigrano, prvič sigurno, no drugič pa ne, oziroma drugič se pa, bom rekel, jaz imam tudi, hvala Bogu, nekaj sreče v življenju, se je pa dobro razpletlo, da, bom rekel, sem takrat dokaj mirno razmišljal in poslušal ženo in osebje na psihiatriji, ker so mi dobro namerno rekli, ok, če nočete pač po naših pravilih igrati, pa eno noč ostanete še tle, premislite pa vas jutri spustimo. In bom rekel, to noč sem pa res dobro izkoristil. Še ena stvar me je zelo presenetila. No? Knjige nisi izdal pod psevdonimom. Mislim, to govori še o večji te moči, ali kako naj to pogumo poimenuje. Ja, no, spet Suzana, normalno, ona je del mojega življenja in zato bom rekel, takrat, ko ona prevzela del mojega bremena, bom se tako izrazil, no, ker je obljubila, da mi ga bo pomagala nositi, ker so oba zavedama, da ga ima nosno do konca življenja in je zdaj seveda lažje obema. Je v bistvu tako, ne, ko je bila knjiga napisana, jaz sem knjigo napisal v 4 mesecih. Knjiga je bila napisana na en mah. No in ko je bilo to napisano, sem dal to sprintati normalno v fotokopetnico in sem dal Suzani za prebrati. Vse ona je vedela, da pišem knjigo, ampak ni povedala kakšno, kako bo to izgledalo. No in ona, ko je to prebrala, v 3 urah ali 4 urah je bila gotova, sva oba v bistvu prišla do tega, kaj pa zdaj. No in takrat je bilo treba pa sprejeti odločitev, ali sva sposobna in če sem dovolj močan, da pomagamo ljudem. Ker smo pa že seveda poznala podatke, koliko je teh ljudi, koliko je takih raznih društv, ki se s tem ukvarja, koliko je anonimnih ljudi, ki ne želijo o teh stvari govoriti. In pa seveda, koliko je alkohola v Sloveniji, koliko je ostalih odvisnosti, ki nekako vedno vodijo nazaj in prideš do nekega izvora tega. Midva smo potem videla veliko priložnost, da enostavno lahko pomagamo naši družbi. Preveč je otrok, ki trpi, preveč je staršev, ki tega ne razreši. Ker namreč tudi jaz sem mislil, da bo moja mama razrešila kako stvari svojega otroštva z mojo knjigo in bo s tem pač mogoče stopila na svojo lastno pot čiščenja in ozaveščanja. Nažalost se to ni zgodilo. No in potem sva rekla prav, bova šla v to, ampak se bova prej z otroci pogovorila, nima razložila vso situacijo. Sprejela sva, bom rekel, tveganje, kako bo to stigmatizirano v družbi, ker otroci to hitro znajo nepravilno, bom rekel, sprejeti in obrniti in tako dalje. No in takrat smo pa to odločitev in to kar v roku meseca in pol do 2 približno že sprejela, da bova dala gor ime in priimek. Suzana mi je obljubila podporo, ki jo seveda tudi imam in v bistvu, da bova s tem pomagali ljudem in če bo treba tudi po celem svetu, zaradi tega, ker to je prva knjiga v Sloveniji z imenom in priimkom kot moški in pa tudi po nekaterih podatkih v Evropi, ki govorijo skupaj. Kakšen je bil odziv, torej izdaš knjigo z imenom in priimkom, torej znotraj svoje družine si se pogovoril, sprejel odločitev, ampak tu so zdaj znanci, prijatelji, nenazadnje sorodniki, mama, oče. Kakšen je bil odziv? Zdaj, če rečem tako, problem največji je nastal, ko je moja mama to sprejela preveč hladno, kar je bil zame šok spet ponovno po tolikih letih,
ker že kot otrok, ko sem imel od mame več. V bistvu moja mama je zelo čustvena mlada ženska, nenehno se je celo življenje se v bistvu zgovarjala na svojo službo, kako je težko in tako dalje. No in v bistvu sem na nek način s knjigo se želel približati spet se njej, no ampak bom rekel ta šok, ki sem ga doživel, ker je ona v bistvu slišala za mojo knjigo in dejala, da če mislim, da bom rešil svet s tem, potem jo pa naj izdam, mi je povedal ne vse. In v bistvu je zdaj rezultat tega tudi ta, da sem je mama odrekla, torej z mano je prekinala stike, jaz sem jih z očinom sicer prekinil že prej, z njo sem jih ohranil še do izida knjige, ko sem pa knjigo izdal, sem ji namenil en izvod za posvetilo posebnim in v bistvu ona ni želela knjige niti pogledati, niti jo ni prebrala, niti vzela. Torej ta šok je bil zelo velik. Na tega Suzano nisva bila pripravljena. Otroka moram reči, da se sprejela to fantastično, z velikim ponosom. Ko smo se pogovarjali o spolnih zlorabah, moram povedati, da otroci veliko vedo, samo mi jim premalo povemo, oziroma mi jih premalo vprašamo, koliko se ve, kaj vedo o tem, kje so te meje in tako dalje. In v bistvu midva sva to z najnimi otrokoma takrat predelala v tem dolgem pogovoru, seveda z normalno, bom rekel, inteligenco, ki pač zraven mora spadati zaradi razlike v letih. Suzana je tudi naredila recimo volonterski tečaj na Združenju proti spolnemu zlorabu v Ljubljani, kjer je potem, bom rekel, sem sposobila za lažje prepoznavanje znakov, ki jih otroci kažejo. In pa doktorica Tanja Lepič nam je pomagala, tako da smo z svojimi otroci lahko razčistili to, če se je mogoče tudi njima kaj zgodilo. No, kar se tiče pa okolja, bi pa pričakoval, zato sem rekel, da smo čudni kot družba, da ljudje pridejo in vprašajo in ne vem, ker prej je vse skrbelo, ko smo nov avto kupili, kako smo si ga kupili, ali pa spet to drugo ali to, govorice. No, ko smo pa delali v domačem kraju predstavitev knjige, se pa ni udeležil niti eden učitelj, niti eden ravnatelj, niti ena psihologinja. Prišli so nekaj najbližjih sosedov z velikim ponosom povedati, da so res ponosni, da imajo enega takega soseda, da je si upal kaj takega narediti. Torej, bilo nas je 15 ljudi in to je bilo vse. Ampak, jaz pravim tako, knjiga mi je pripeljala veliko ljudi, veliko prijetnih ljudi, veliko novih poznanstv, odpeljala pa vse tiste, ki bi mogoče mogli že zdavno odpeljati. Kaj pa, na primer, odziv ljudi, ki te osebno ne poznajo, torej ti imaš tudi svojo internetno stran, ljudi, ki so šli mogoče čez neke take podobne izkušnje, se obračajo na tebe? Ja. Zdaj, ne vem, če veste, v glavi, jaz sem bil na televiziji Slovenija pri oddaji Zvezdano, to je bilo 14. januarja, zdaj, če kdo ni pogledal, si lahko celo pogledal na Facebook strani Deček s tatujem na srcu. No in od takrat do danes se nam je javilo 600 ljudi. Bili so telefonski klici, pisma, maili, torej sporočila na spletno stran, na Facebook stran. In povem vam, da teh zgodb je v bistvu res veliko in vse so nekako temeljijo na približno istem principu kot moja. Tako da ja, in v bistvu ti odzivi so potem različni. No, zanimivi so pa tudi klici, ker me je klicala pa ena, recimo, krat malo po tisti vdaji, ena gospa iz Prekmurja in je rekla, da je njen sin doma pokazal, kako sta mu dva prijatelja sošolca, ki je bil na rojstnodnevni zabavi, pokazala, kaj mora sta doma početi. Torej, gre za tipične znake in točno konkretno je bilo pokazano za spolno zlorabo. In sem vprašal, če so že ukrepali, pa je pa ta gospa rekla, da ja, v enem primeru ja, v drugem pa ne. In sem seveda že bil malo začuden, kako je mogoče, zakaj zdaj eno otroku se pomaga, drugemu se noče. In je rekla, ena družina je tako pač normalna družina ali pa mogoče pod nivojem, bom rekel, standardov, ki jih hočemo govoriti v Sloveniji, no druga družina je pa vplivna, tam pa nismo mogli. Nažalost, torej tako razmišljanje nas pelje tam, ker trenutno smo, oziroma še nižji. Simon, počasi bomo mogli zaključiti, ampak daj nam mogoče še malo bolj povej, na kaj moramo biti pozorni. Na kaj moramo biti pozorni kot starši, kot učitelji, kot sosedje, kot sorodniki. Na kaj moramo biti pozorni? Pozorni smo lahko na življenje, ki se dogaja, ki ga čutimo oziroma ki ga živimo in da bi ga živeli z vsemi čutili. Ker nekaj je, v bistvu, ko sem jaz s pomočjo Suzane uspel razviti ljubezen kot osnovo življenja.
Torej, da se vsaka stvar zgodi z namenom, da je vsaka stvar, ki pride, minljiva, ker stvari sploh nimajo nobene vrednosti, ne, ampak da je zgolj tisto ljubezen, ki lahko z njim narediš največ, da v bistvu, če si ti z otrokom doma kot starš ukvarjaš primeren čas kvalitetno, ne rabi se zato ukvarjaš 16 na dan, je dovolj tista pozornost, ki je takrat otrok rabi, ker te otrok hoče nekaj povedati. V mojem primeru je ta vlak odpeljal pred 35 leti, ko sem jaz svoji mami to povedal in me je takoj v osnovi zavrnila. In bila je takrat se sodela po službi, jaz sem prišel to povedati, obe izhajate iz vzgojno-izobraževalnega dela, torej obe sta vedeli nekaj o tem in sem bil takoj zavrnjen. Torej, to je bil signal, to je bila beseda, ki sem jaz kot otrok dal. In če bi jaz bil takrat sprejet, oziroma če bi me nekdo resno vzel, bi se to ne ponavljalo, bi jaz to razrešil že v otroštvu, bi moje življenje izgledalo drugače. Je pa res, da na koncu ne bi se zelo naslej in z vami delil to, kar bolim, in ne bi mogel tega početi, kar počem zdaj v Sloveniji. Pozorni smo lahko na vsakega prijatelja, ki nam želi nekaj povedati, pa mu nikoli ne namenimo dovolj kvalitetnega časa. Pozorni smo predvsem lahko nase, kako se počutimo v določeni situaciji. A je to isto res, za čem strmimo, če je to res naš cilj, a je to cilj za druga, je to cilj, da bom nekoga tretjega osrečal. Mislim, da kup stvari je, in vse te stvari so, bom rekel, tako preproste, ko bom rekel, če si ta stavek res osvojimo, da samo če živimo tukaj zdaj, je lahko življenje polno, drugače pa ne more biti. Ker če planiramo za jutri, pa za eno leto naprej, pa za en mesec, pa kaj moraš vse narediti, to namerno je samo čas in življenje, to je zgrešeno življenje. Hvala ti, Simon. Ni res, da česar ne vemo, ne boli. To smo večkrat potrdili tudi na današnjem predavanju. Vsi zbrani smo dokaz, da nam je mar za našo prihodnost, da se upamo spregovoriti o zamolčanih resnicah in bolečih spoznanjih. Dovolimo si to tudi v bodoče.